Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd nas čaka ena taka mal tehnična tema, ampak je ful pomembna stvar, ima ogromen potencial, tako da se mi zdi, da je zdaj pravi trenutek, da se začneva o tem pogovarjati. In sicer govorila bova o MCP oziroma o Model Context protokolu. To je torej nek protokol, kot že ime pove, ki pomaga, da AI, da large language modeli se povezujejo na druge rešitve in na ta način res vejo, kdo si ti, ki se pogovarjaš z njim. In zdaj trenutno je to zelo boom, kot bo pol povedala, to je neka tehnologija, ki zdaj obstaja recimo pol leta. Mislim, da so jo lani konc leta, ko sva govorila o novostih, tudi omenila. So se pa zdaj tudi veliki playeri lotili izgradnje svojih MCP serverjev in je zdaj se mi zdi pravi čas, da postavimo vod v to, ker lahko zares postane uporaben. Zdaj, zakaj ta tema zanimiva oziroma zakaj zdaj? Ja, če pogledava značilnost, pa če se danes značilnost LLM-ov kot takih oziroma njihovih interfejsov ala ChatGPT, Claude in podobnih zadev, imajo vsi značilnost, da imajo LLM kot samni cut-off date, dokdaj je bil pač natreniran na tistih podatkih za nazaj. Sicer sej lahko neki konteksta dobijo s tem, da grejo na splet danes pogledati stvari. Nimajo pa v bistvu tvojega konteksta bolj povezanega, se pravi, moraš ti neke integracije s sistemi bi si mogel delati in podobno, o čemer sva sicer že govorila, ker v tem agent area, tam se povežeš na določene stvari, zdaj pa govorimo, da bi lahko z MCP pravzaprav se povezal in naredil bolj pametnega, nekako v tem delu bova danes pač probala to razložiti, tudi neke take zadeve, kot so Claude ali pa ChatGPT, si ljudje znajo najbolj to predstavljati, ker danes pač to zna odgovarjati na nekih podatkih za nazaj. Zdaj pa si predstavljamo, da ima pa, dostop do vaših mailov, do CRM-ja, do, konc koncev, do nekih drugih storitev, ki jih lahko noter povežeš. Recimo, če imaš e-commerce povezan, lahko ti v bistvu četaš skozi to in ti pomaga neke stvari rešiti. To je zdaj tako, začetek. Zakaj bi to rabil, ker bodo bolj pametni odgovori, bi rekel. Ok, torej, če prav razumem, MCP je v bistvu nek konektor, ki dela na druge sisteme, ki dela large language modele bolj pametne. Ja, najboljš, ali pa da sem usposodil, kaj so recimo, Anthropic je v bistvu, reče temu ustanovitelj, pobudnik MCP-ja. Oni so zdefinirali ta standard. Tako, ta standard. In zanimivo je, da se vemo, da večina te tehnologije ponad razvija neke svoje standarde, pa se ne moreš jih vedno povezati na vse stvari. Pa tako. Tukaj so pa v bistvu ta velika LLM podjetja in na drugi strani tudi ponudniki konc koncev nekih vendorji, nekih velikih sistemov, ala Slack, Shopify, Salesforce, HubSpot, Microsoft kot tak, dejansko skupaj videli, a veš v tem neko dodano vrednost, da v bistvu za vsak za svoj sistem zgradi en MCP. Se bom razložil, kaj to pol je, oziroma boš ti malo tudi tehnično pomagal te stvari dodati, ampak za uporabnika bo po mojem to tako najbolj enostavno, če rečemo, da je to kot USB-C priklop. Ne rabiš več 7 polnilcev, ampak dejansko vse dela prek tega. Veš, da se lahko povežeš, imaš nek standardiziran pristop in pa zaradi tega, ker naenkrat je to postane neka zadeva veliko bolj uporabna, skalabilna, lahko povezuješ z različnimi stvarmi, pa tako. Zdaj smo na začetku neke te dobe, imamo neke MCP serverjev, ki so dobri, imamo veliko ljudi, ki gradi neke MCP serverje na podatkih drugih, se pravi neke wrapperje, rečemo temu, ali pa neke okrog nečesa. V osnovi zelo tako enostavno pa to pomeni, če greva zdaj, na CRM, MCP server na CRM-ju, se pravi, ki ga uporablja Claude, recimo pač v tem primeru, ali pa če bi ga uporabljal ChatGPT, pa zdaj tega še ni v ChatGPT-ju, na ta način bo to enkrat ja, torej trenutno podpira od teh velikih modelov chatbotov, podpira to Claude. Ja. OpenAI je napovedal podporo, dodal jo je v
na API-ju, torej ko delaš z agenti prek API-ja, lahko se že povezuješ na MCP-je, ChatGPT pa tega še nima. Ja. Tako, bo verjetno pa tudi kmalu, ne vem, postal na voljo. Mogoče, ko prija ta epizoda ven, da bo že. Mogoče že, ja, ok. No, in če si zdaj predstavljamo, tam noter so v tem MCP serverju, so neki, tukaj, če bi včasih API klice delal za vsako stvar, ne vem, preberi mi rekorde, preberi mi nek timeline, kaj se je z neko stranko dogajalo, kakšne so priložnosti, ne vem, kje smo s to priložnostjo, kaj je v novcih zapisan, v komentarjih. Do vsega tega pol dostopaš v bistvu z nekim četanjem, pa rečeš, ok, kaj se je tukaj zgodilo, ne, imam tako idejo, zapanem tam je za e-mail poslal, imaš lahko dostop tudi do maila in združuje vse te stvari skupaj in to postane tako veliko bolj uporaben, lahko tvoj asistent, s tem, da pa recimo, če rečeva, da ima na eni strani CRM, pa na drugi strani recimo povezan, ne vem, Teamse ali pa Slack, recimo za komunikacijo, bi lahko rekel, kaj pa se ekipa po interno, ne vem, pogovarjala, recimo se pričaš vloga nekega projektnega vodja, kaj se je zdaj interno tukaj dogajalo, imam stranko, delamo tak projekt, ne vem, vemo, da to so neki mejniki, ki so, mogoče imaš povezan še ta tool za project management noter in imaš ta del, komunikacija recimo interna, kaj si na mailu pogovarjal in si hiter pobrifan, vidiš, to so pa zdaj za ta teden bili ti neki mejniki ali pa zdaj to bo pa v naslednjem sprintu bomo to delali. In bistveno lažje priješ do teh informacij samo z v bistvu četanjem, ker prej si mogel veliko noter copy-pastati, pa ne vem, bi mogel neke integracije delati, da bi to enak dosegel, ali pa si mogel uporabljati AI rešitve teh orodij, katere so, pa to nekaj skupaj združevati, tako da ne, to bi recimo bilo ok. Ja, no, ok, saj to je ena stvar, torej kako povezati ChatGPT, Claude pa podobne chat rešitve z drugimi sistemi. Saj vemo, vsi ponudniki so imeli že neke možnosti konektorja, ampak so res te konektori mogli, praktično je mogel OpenAI svoje konektorje napisati, pa Claude svoje konektorje napisati, ali pa neka orodja za to narediti. Medtem, ko zdaj z MCP-jem so to v bistvu prestavili ali pa odgovornost predali ponudnikom API-jo ali pa ponudnikom rešitev, ker so rekli, vi nam naredite ta del, vi nam povejte, kjera orodja imate, naši agenti jih bojo pa znali uporabljati. Tako da drug del je to, ko razvijamo, ko postavljamo neke svoje agente, ali ne vem, agenta, ki je chatbot na naši spletni strani, spletni trgovini, ali agenta, ki je spet v obliki nekega chatbota, ali pa kot nekega automation procesa na voljo zaposlenim, ali pa pri podpori pri nekem procesu. Te stvari sva že govorila, sva rekla, imaš agenta na spletni trgovini, ki ti zna povedati, kaj so bila tvoja zadnja naročila, ki je trenutno naročilo, je ta stvar še v garanciji in podobno. Ampak, če smo hoteli tazga agenta postaviti, smo mogli res za vsako tako stvar narediti svoje orodje, tudi v bistvu sami zdefinirati, kako bomo zdaj ta klic, ki ga je agent naredil na to orodje, spremenili v API klic, ne vem, za Shopify. Zdaj, če pa Shopify sam pripravi svoj MCP, se pa mi lahko agenta direktno na standardiziran način s tem povežemo in zna naš agent takoj uporabljati vse orodja, ki jih ima Shopify na voljo. Zdaj, prej si omenil, a veš, kaj sta reka, so v agentih govorila. Zdaj, v agentih so dostakrat uporabljali ta RAG procesa, ne? Mogoče sam tako, nekdo, ki to posluša, pa bolj tehnično razlika med tema dvema. Okay. Torej ja, govorila sva o RAG-u, pa govorila sva o povezovanju na druge sisteme. Ne? Če dava neko analogijo, ne? Če rečeva, ok, RAG proces, to je tista stvar, ki da našemu AI agentu nek spomin ali pa neko zelo specifično zavedanje tega. RAG deluje v osnovi na nestrukturiranih podatkih. Na drugi strani imamo recimo orodja, ki dajo agentu, če rečem spet v neki prispodobi, mu dajo roke, torej lahko nekaj naredi, lahko nekaj prebere z enega sistema, pa zapiše v nek sistem. Zdaj, ideja MCP-ja je pa, da mu da neko širšo zavedanje, torej mu da orodja, deloma tudi spomin, ampak fokus MCP-ja je vsem v glavnem na strukturiranih podatkih. Lahko se sicer tudi povezuje, ne vem, na Google Drive ali pa na Notion, pa bo bral take nestrukturirane podatke, vse je cilj, da se v osnovi povezuje na baze, zaradi tega, da ti ne preseže tega konteksta, ki ga daje, ker nima smisla, da imamo en kup tokenov ves čas porabljenih. Ampak
MCP je tista stvar, ki bo res naredila agenta bolj pametnega. Zelo pogosto torej MCP bo definitivno nadomestil uporabo orodij, tam, kjer se bo dal, ker potem spet, tudi če bo Shopify spremenil svoj API, nam ni potrebno popravljati tega orodja, ki smo ga naredili, ampak bo Shopify posodobil svoj API, hkrati posodobil tudi svoj MCP, torej ideja je, da proizvajalci vzdržujejo te MCP-je, čeprav zdaj smo v nekem umestnem obdobju, kjer so neki drugi, rečemo programerji, neka druga programerska podjetja naredile svoje MCP umestnike, ki imajo vse te iste težave, kot če moram pač jaz tool napisati, ampak pravi MCP ne bo imel teh težav. Ga bomo pa skoraj sigurno za določene primere še vedno povezovali tudi z RAG procesom. Torej, če rečemo spletna trgovina, MCP bo poskrbel, da bo dobil tvoje zadnje nakupe, ali pa vse nakupe, statuse naročil, vse take strukturirane podatke. Mogoče, ko bom pa jaz vprašal, kakšne so pogoji za vračilo izdelka, se bo pa naslonil na RAG, ker bo tam pogledal pogoje poslovanja, pa pogoje pošiljanja vračil, kaj pa en dolg nestrukturiran dokument in ga bo preko vektorske baze lažje poiskal. Zdaj ta vektorska baza tudi del MCP-ja, to je pač ločeno, ker vidno tudi ponudniki vektorskih baz delajo svoje MCP-je, samo zaradi tega, da se je lažje, da ne rabiš ločenih konektorjev. Ampak proces, ki se v zadju zgodi, je pa še vedno RAG. Ok, se pravi, RAG rečeva 3 osnovne komponente MCP-ov. Zdaj, tudi če ta orodja, se pravi, roke, kaj lahko v bistvu v sistemih narediš, ali pa ne vem, ljudje bi si to verjetno najbolj predstavljali kot neke API funkcije, ki danes so, a ne? Po eni strani predhodnik MCP-ja za povezovanje orodij med sabo je bil standard REST, torej ko rečemo REST API, to je tudi standard, ki pove, kako mora nek API izgledati, vsebina, kako zdefiniramo payloade, torej kaj pošiljamo z API-jem. To je bil tudi standard, ki je res olajšal stvari, kako se bojo sistemi med sabo povezovali. Torej zdaj pa je nadgradnja tega MCP, kako se bojo sistemi povezovali z AI-om. Ja, se pravi, ta JSON REST je neka osnova za ta, ne? Tako. To si znajo ljudje recimo predstavljati, pomava pa podatke, si rekel, ne, viri, se pravi, dokaj dostopaš že preko kartice strank, pa ko je vse to noter strukturirano. Okay. Vemo, da je ta izziv s temi nestrukturiranimi podatki, pa neke akcije ali pa pozivi, ne, ki so pa, saj jaz jih tako razumem, ne, popravme, če ni čistko, neki procesi, ki so predefinirani, ja, veš. Zanimali bi me nekaj o vračilih, politiki vračil, če lahko recimo, ne vem, ta stranka vrne, zadnji pa mogoče nek proces, ki pomeni, kaj se zgodi, ne. A veš, mogoče to klic večjih funkcij, ki pa nazaj mi vrne nek kontekst. V osnovi torej preko nekega templata, prompt templata, ki ga MCP definira, pove, takole me moraš vprašati, pa bom pol vedel, kjer stvari moram zložiti skupaj, ja, da se lahko zaporedje nekih klicev zgodi. Se je mogoče, če gre kar na praktične primere, torej, ne vem, prej si omenil različne MCP ponudnike, da je nek primer, če imamo povezan v naš, rečemo v cloud, če povežemo noter naš CRM pa Google Drive. Kaj lahko pol delam? A mogo sam Google Drive reči? Ne. Razmišljal sem, prav naglasim cloud. Ker se mi zdaj, da čudem povem. Ne, ok. Zdaj, če imajo te podatke povezane, en kompleksen primer si moram razmisliti, ki ni ful enostaven, ampak recimo, da bi te zanimali nek report. Recimo, zanima me report za prodajo za prve pol leta, pa ne vem, to primerje še z lanskimi številkami. Recimo, ne. Pa narediti mi nek povzetek, kaj so bile recimo dobre funkcije nazaj, pa ki smo letos, ne vem, so odstopanja. Okay. Zaprav, kar bi pomenili, moraš zdaj te poiskati, najprej te finančne reporte, pol moraš, ne vem, najdeti, se pravi, neke dile, ki so bile na to vezani, kaj je bilo uspešen, kaj ne bilo uspešen, se pravi,
je nek proces, lahko da si imel že nek report od takrat spisan, pa moraš še tistega najdeti, pa zdaj letos, se pravi, tisti je lahko osnova, kako to zgleda, tak report, in letos ga pa še nimaš napisanega, se pravi, eventualno AI v tem thinking modu, lahko si ta del zamislil in ti pač podal razlike, kaj je in nek action plan, ali kaj moraš še pogledati, kje so največje odstopanja, neke potencijalne razlage, zakaj bi to bilo, brez da si ti v bistvu naredil ful pregled nekih dokumentov, s tem, da dejansko dela na teh tvojih dokumentih, se pravi, tukaj je ta možnost halucinacije manjša, mislim, je pa, se vemo, v AI-ju še vedno možno, ampak to je pa malo odvisno od, se mi zdi, bazičnega promptinga, kako ga delamo. Zdaj ne bo MCP ti vračal napačnih podatkov, bolj bo ta, se mi zdi, prvi layer, veš, ki bo povezval se z MCP-jem, pa dajal neke ukaze. Če boš tam ti slabo pač s promptov vprašal, tam znaš pol mogoče pol nazaj dobiti odgovor, ker še malo halucinira, ampak zdaj jaz bi rekel, zdaj naredil nek report in pa rečeš, ok, da kar z tega zdaj po lanskem templateu pripravil en file, ki bo imel isto strukturo, te podatke da je not, to še poprav, ne bo to draft, to pripraviš, ok, zdaj pa kar to dajva, ne vem, poslati tem ljudem na mail, da to še oni pogledajo, pa jim pošerej kar ta file. Cool. Okay, ne sej, kar je tukaj zanimivo, pa je mogoče bilo malo skrit med vrsticami, je to, da se o takih agentih sva govorila, ampak sva govorila o agentih, ki jih je treba, ok, vemo, kaj je njihov cilj, pa jih je treba pripraviti, pa jim je treba dati na voljo vsa ta orodja, potem pa bo AI recimo to naredil, ki poganja tega AI agenta. Ne? Kar si ti zdaj ta proces, ki si ga predstavuje, da ga v bistvu narediš kar skozi chat umestnik, ki ga že poznaš, s katerim že veš, kako deluje, torej v Cloudu, v ChatGPT-ju čez nekaj tednov, mesecev, kakorkoli. Boš vse to naredil. Torej dejansko o tej prihodnosti, ki govorimo, vsak bo imel svojega agenta. Se mi zdi, da MCP je tista stvar, ki nas bo pripeljala do tega, da bo res vsak lahko pač nek proces izmislil in bo to, kar je bil zdaj samo chat, ki zdaj mogoče v prvi fazi znal pogledati na internet neke stvari, pa kakšno sliko mi zgenerirati, bo znal postati tudi agent, ki bo naredil stvari. In bo to veliko bolj standardizirano in bo spet na nek način bo manj potreb po teh specifičnih orodjih, ki sva jih omenjala že v preteklosti, torej ki znajo scrollati po spletni strani, pa učiti se, kako uporabljati, kako klikati miško, pa take stvari, ker ne bo več potrebe potem, da klikajo, da impersonirajo človeka, ampak jim MCP omogoča, da to delajo na svoj način, pač tako kot se že zdaj sistemi med sabo pogovarjajo. Se tukaj mogoče zanimiva stvar, ki bo je ta Google A2A protokol, ne? Torej agent to agent, ki tudi nekaj podobnega prinaša, ampak definira pa komunikacijo med večjimi agenti, ki je pa tudi zelo pomembna v tem načinu, če hočemo malo posegmentirati stvari in imeti agenta, ki je mogoče splošen, pa posamezne agente, ki so specialisti za neke stvari. Se strinjam. Zdaj tukaj iz stališča recimo področji, ki nas zanimajo, se mi zdi, da HubSpot je bil spet pionir, je bil en prvih, sicer je trenutno obeti, ampak je bil eden prvih, ki je torej nekih CRM ponudnikov ali pa marketing ponudnikov, CX ponudnikov, ki je naredil svoj MCP server. Ne? Zdaj, mi smo to malo testirali in recimo ena taka zadeva, ki se mi zdi je zelo zanimiva. Sej, mogoče so zdaj kakšni primeri, tako pa jih nekdo zelo hitro naklika, pa skozi dashboard pogleda, ne? Ampak recimo to pomeni komunikacija s tvojimi podatki, s tvojim CRM-jem na nek način. Veva sicer, da HubSpot ima bris in tam so že neke zadeve, ki so zato in mogoče še bolj uporabno, ko ti zraven združuješ še kakšen drug sistem, ne sem CRM, ne? Ampak v vsakem primeru, če ti rečeš, ok, nek se zdaj pripravljam na nek prodajni kolegi in me zanima, ne vem, kjeri dili so na določeno vrednostjo, bili v zadnjem obdobju, ali pa kaj se na njih dogaja, ali kaj se nekaj povzetek nekih dogajanj, in ti on vse pogleda, tako ti da to v nek seznam, ki ga imaš recimo za pripravo kot na kolegi,
pa rečeš, danes se pa dobil še s tem pa s tem, da kar kreiraj ta nov kontakt, prelepaš noter, ne vem, mogoče malo nestrukturiran podatek, a veš, tako, da ima luno tretje, ki si pač nek copy-pastal, ki si dobil, ali pa konca da slikaš, ki ti dal vizitko, in napišeš zraven še, ne vem, to pa to se pogovarjal, pa ti pa mogoče še lep zapisek naredi, ti dodal note, menšne, ne vem, tega pa tega še, da bojo to videli, in si to naredil, skozi v bistvu nek ta sistem, ki delaš noter tudi druge stvari, nisi dejansko rabil aplikacije za ta namen odpirati, pogledati stvari, a ne, zdaj, če bi pa rekla zraven, da je še nek drug sistem povezan, recimo, ne vem, imaš ti kakšen primer še, ki bi, recimo, ne vem, še kakšen komunikacijski kanal do zraven, Slack, Teams, kaj takega, še dodana vrednost. To je bila po moja naslednja stvar, torej eden od drugih zanimivih ponudnikov je recimo Slack ima tudi že svoj MCP server, Notion ima svoj MCP server, torej za ta, rečemo, malo manj korpo podjetja, ki niso v Microsoftu. Ja. Microsoft je tudi začel na tem delati, torej nedavno so predstavili MCP server za Azure, torej bolj namenjen developerjem, kar so predstavili nekaj dni nazaj na svoji konferenci je protokol NLWeb, torej nek sistem, kjer lahko v bistvu svoje spletne strani spremeniš tudi v MCP serverje, torej da je spet lažje komunicirati z njimi, ali pa naj podcast spremeniš v MCP server in se je lažje komunicirati, potem pridobivati neke informacije iz podcasta, YouTube kanala, kakorkoli. Kar je zdaj recimo, če rečemo komunikacijski primer, torej na Teamsih še ni, bom rekel na Slacku, rečemo, da imamo na Slacku nek kanal, kjer zbiramo feedbacke strank. Merimo jih, ne vem, z instant feedbackom, ki je lahko integriran v Slack, ali pa z nekim drugim, lahko s to komentarji na spletni strani, kakorkoli. In zdaj mi naredimo, kar nam bo MCP omogočal, je, da pač povežemo noter Slack, vsakeč, ko dobimo nek negativen komentar, lahko AI model že kar avtomatsko pripravi nek odgovor za ta negativen komentar, ga pošle men v HubSpot kot task, in se to zgodilo zdaj vse brez tega, da sem jaz rabil posebej prositi agenta, da naj to naredi. A ne? Torej, ena stvar, ki je tudi prednost MCP-ja, ki jo mogoče nisva omenjala, da je lahko proaktiven, torej, da lahko v bistvu ne da stvari pridobiva samo na zahtevo, torej z uporabo nekih requestov, ampak lahko tudi pripravi ali pa expose neke webhooke, na katere pridajo novi tiketi ali pa na katerega pridajo novi feedbacki stran, ki jih spremljamo v Slacku. A ne? Ok, tle eno vprašanje, ker tega nisem še testiral, pa ne, mogoče si ti, a dobiš to kot nov chat, v istem chatu neke stvari, ali kaj veš, kako to deluje? Ne vem, kako je Notion to, ne vem, če ima Notion ta del že implementiran, ne vem, če ima Claude ta del že implementiran, to je pač del standarda, ki naj bi to omogočal. Po mojem je to spet bolj v agentic smislih primerno. Cool. Ok, druga stvar je pa, torej recimo, kako lahko v agentic smislu uporabljaš MCP, eno je pa, torej, kjer se tudi zelo uveljavlja, je pa kako uporabljati to, kako lahko developerji to uporabljajo. Torej, omenil sem, da je Microsoft naredil Azure MCP, zdaj od teh velikih ponudnikov Cursor pa VSK, zdaj zaenkrat podpirata integracijo na MCP-je, verjetno tudi še kakšen drug, ampak to so te veliki. Ampak kar ti pa to omogoča, je pa spet pohitri in olajša razvoj nečesa. Torej, če si predstavljamo, jaz se pripravljam nek custom umestnik za HubSpot in ponavadi, ko sem jaz rabil vedeti, kjeri podatki so v tem in tem HubSpot accountu, kako izgledajo, kakšna je neka struktura, sem mogel odpreti še Postman zraven, pa mogoče narediti nek sample klic, pa potem tisti JSON ven skopirati. Zdaj pa, ker se lahko kurzor poveže direktno na moj HubSpot account, torej ne sam, da točno pozna, kako deluje HubSpotov API, torej ne ve samo dokumentacijo, lahko se tudi poveže na njega, da lahko rečem, daj mi samim primerček, kar en kontakt mi potega ven iz HubSpota, zaradi tega, da bom jaz, ko pripravljam recimo uporabniški umestnik, kar že placeholderje si postavil, ki bojo zaenkrat sicer fiksni, pol, ko bom pa naredil še backend, ga bom pa začel filati, ampak to, da ima developersko orodje dostop že do vsebine na API-jih, je spet nek ta naslednji korak, ki nam bo pomagal, ali pa ki developerjem olajša in pohitri delo. Ta del se mi zdi zelo, tako, je prelomnica, no.
v razvoju umetne inteligence, če bi rekel. Ja, mislim, novembra smo se sprašvali, kakšen bo tukaj adoption, ker jasno pač, ko ti napoveš nek protokol, ga morajo tudi nekdo ga mora zagrabiti, pa potem po tem protokolu, po tem standardu narediti svoje rešitve. In zdaj smo videli, ja, da je to prelomnica, oziroma da je zadost, po moje ključno število, ali pa da je tisto neko prelomno število velikih igralcev se odločili, da bojo investirali v svoje serverje, kar pomeni, da bojo zdaj na vrsti tudi še drugi, oziroma da prihajamo do prihodnosti, kjer bo neka nova rešitev razvila in dala na voljo svoj API, hkrati bojo pa rekli, poleg API imamo pa tudi MCP server, torej lahko se z nami povezuješ, tako da napišeš neko kodo, ali pa se kar integriraš v nek AI flow. To se mi zdi, da ko bo tega vedno več, bo tudi recimo na strani tega, se pravi user interface, bo to precej poenostavil zadeve, se pravi, kaj bo tudi zbrisali iz mogoče kakšne potrebe po nekih AI rešitvah, ki so danes ali pa pripete na to, bodo v bistvu zginile, ker jih bo to nadomestil. Se mi zdi, da tukaj je ključno, da bo obstajal še vedno mogoče kaj za nišne industrije, nišne trge, ne? Je pa to definitivno začetek agent to agent nekih protokolov, ne? Ker kot ta del, ne, zdaj boš ti sem komuniciral, pa rečeš, zdaj pa to dam višji nivo, pa lahko nekaj že, kar sam agent naredi, sploh če je še malo proaktiven, ne? Pa v bistvu že res govorimo o neki taki mali prehod proti AGI-ju, ne? A veš, tako mali, lahko nekaj, ti si že rekel, recimo, ne, pride nek feedback, pa lahko nekaj napišeš nazaj, ne? To je že neke vrste če ne drugega je avtonomnost, ne? Ja, ne govorimo, da je zdaj nekaj znotraj tega, je lahko tudi če ti dal v approval, pa rečeš, ok, zdaj pa ni treba več, pa vsakič pošlješ nazaj, je neka zadeva taka. Hkrati pa bi lahko ta zraven rekel, ok, zdaj pa kaj je bilo 10 takih feedbackov, da je kar product managerju napiš, da this could be a problem, ne? Pa je pa neka zadeva naprej, se pa tam izvede, pa može kar neke predloge dobi, pa je neka akcija. Na koncev, ne, lahko smo bili taki sitni, pa že kar meeting skličamo z ekipo, z agendo, veš, o tem se boste pogovarjali. Tako da, ampak sem malo hicav, ampak ja, ta del definitivno, ko se je to začelo uporabljati, bomo spet dobili en tak switch, wow, koliko stvari se da pa zdaj narediti, ne. Ker se mi zdi, imamo v tej AI dobi zdaj malo teh, ciklov, ne. Najprej pride ChatGPT ven, pa je tako, ja, ok, zdaj super, sam njih mu ne zaupamo, pa zgodi pol leta, vse to zmore, pa je prišel pol leta, nismo si predstavljali tega, ne. Tako da tukaj mislim, da je spet en ta moment, ki zdaj ful preveč napihnemo, po drugi strani pa se lahko zgodi, da v pol leta bomo kakšne stvari tako rekli, nismo vedeli, da se to hitro to lahko izvede. Mi je pa sam en del še vsem tukaj, pa vsem zanimivo, ne. Več ko MCP uporabljaš, ne, še vedno širiš kontekst, ne. Ker pač nazaj dobiš dejansko stvari, ne, in ta del je, bi jaz rekel, neka omejitev, ne. A veš, konteksti ali pa, se pravi, kontekst je omejen. Dobar, Google rečemo, da je v Geminiju še največji, lahko veliko stvari noter dodaš, ampak... Tudi vemo po izkušnjah, da kljub, če ga preveč nafilaš, boš dobil slabše odgovore, prej pride do halucinacij. Tako. Tako da, kontekst tudi, če je teoretično neomejen, je še vedno omejen, oziroma si boljšega. A misliš, da v ta dela, ne, uporabljaš, ne vem, rečva 3 MCP serverje, a bo thinking del rešil maybe malo ta del tam, a veš? Sigurno, kar pa spet porablja kontekst na nek način, ne? Ja, oziroma uporablja ločen model, ki dela thinking. Tako da ja. Mislim, po mojem sva malo predstavljeno, kaj to je, kaj bi to lahko bilo, zakaj je to mislim, uporabno. Če da več zaključek, se čist strinjam s tabo, meni se zdi na drugi strani to ful zanimiv, to, da bomo prišli do tega, vsak bo imel svojega agenta, torej na eni strani neke stvari, ki so jih zdaj mogoče v podjetjih, malo bolj sodobnih podjetjih, mogli delati skupine, ki postavljajo AI agente, ki bi mogel nekdo dati zahtevek, povedati, kaj bi rad in so oni pripravili agenta. En ta del se bo prestavil kar na uporabnike
četa, torej uporabnike ChatGPT-ja, Clauda, česarkoli že. V smislu, prodajalec reče, zdaj smo imeli pa webinar, jaz sicer imam nek flow, kako bom, ne vem, kako enričati te lide, ampak kaj pa, če si malo drugače zamislim, pa rečem, za vse, ki so bili na webinarju, naj mi zdaj ChatGPT pripravi nagovor za vsega posebej, prej bi mogel mogoče to nekaj izvoziti, pa voziti, pa nekaj konteksta dati. Zdaj pa se bo ChatGPT sam povezal na HubSpot, na CRM, pogledal, kdo je bil deležen na webinarju, pogledal njegovo spletno stran, kartico podjetja, mogoče tudi neko zgodovino komunikacije in iz tega pripravil recimo nek nagovor ali pa pitch. Na drugi strani omenil sem torej neke oddelke, ki pripravljajo agente, tukaj se bo razvoj res enormno pohitril, ker prej smo bili vseeno malo bolj previdni s tem, kjera orodja smo delali, koliko smo vložili v neka orodja, ne vem, mi delamo z N8N, Nathan, kakorkoli se že to izgovori. Tam, če nek konektor ni že obstajal, smo vseeno malo precenili, a gremo v razvoj novega konektorja. In zdaj razvoj novega konektorja je pomenil, vsak API klic je bil v bistvu svoj konektor, ki smo ga postavljali. Zdaj, če bo šlo to v smer MCP-jo, bomo prišli do tega, da sem jaz pač odločil, dodam še ta orodje zraven in ga bom dal brez večjega razmišljanja. Bomo pa videli, koliko bo tukaj postalo nevarno, da bo zaradi mogoče prevelikega količine orodij stvar postala manj obvladljiva ali pa bomo spet imeli mogoče več napak zaradi tega. Ne? Ampak zdaj sem res zaključen, kdo ki spejo mi dal eno idejo. A veš, koliko podjetij je verjetno v Sloveniji, že sam tukaj, ki vsak dan delajo neke izvoze z enega sistema, pa uvoz v drug sistem, ali pa recimo ročno, tako ročno in zdaj bi nekdo rekel, iz moje AirPa dobavitelji, ki so, ne vem, taki pa taki, jaz bi jim pa rad poslal, da delamo nov produkt, pa povpraševanje. Recimo, veš, pa si to naredil in si pripravil neke take stvari, to mi kar daje v neko sekvenco v CRM-ju, ki ga imam. To bilo top. Jaz sicer v AirP ponudnike imam še najmanj zaupanja, da bojo zelo malo imeli svoje MCP serverje, ampak to bi bilo top. Torej, en kup nekega dela, kjer mogoče IT ni imel časa, da bi razvil neko integracijo, čeprav bilo mogoče že danes najverjetneje možna, si bo ta oseba kar sama naredila tak proces. Ja. Hudo. Sicer zgodovinsko so skozi taka orodja bila, ki so to napovedvala, pa Power Automate, pa Low-Code tooli, ki prinašajo to svobodo, vemo, kaj je v realnosti, ampak še vedno. ChatGPT vseeno bolj prihaja ima bolj masovno uporabo kot low-code, no-code orodja za avtomatizacijo. Torej, če jaz znam uporabljati ChatGPT, mu bom znal naročiti tudi to stvar. Ne? Ja, podobno. Jaz mislim, da je zelo dober zaključek pa povzetek. Ok, hvala vsem za poslušanje. Če imate kakšen komentar, kakšno idejo, kakšen predlog, dajte spodaj komentirati, oziroma če tole poslušate prek podcasta, nam lahko komentirate na frodix.com/vprašaj. Ful bova vesela kakršnega koli komentarja, lajka, ali pa če šerate to epizodo z nekom, ki mislite, da bi mu koristili kaj več vedeti o tem, kaj so MCP-ji. Hvala Gorazd, hvala še enkrat za poslušanje in se slišimo. Čau. Čau.